Film o 20-letnem pop zvezdniku Justinu Bieberju se je v Sloveniji do zdaj ogledalo 3500 oseb, kar pa ni prav veliko. Pa tudi sicer je film po vsem svetu požel manj uspeha kot Justinov prejšnji. A vsaka prodana vstopnica vseeno pomeni dobiček za pevca, igralca, plesalca, lepotca in ne vem kaj še vse. No, morda pa je na slab obisk vplivalo tudi dejstvo, da ga Bieber zadnje čase lomi tako zelo, da se mora zaradi tega zagovarjati tudi na sodiščih. Kaj pa o tem menite vi? Tole so kriki tako imenovanih belieberk, oboževalk mladega pevca. A zato, da je Justin postal svetovno znan, ni zaslužna samo njegova nadarjenost. Glavni krivec je mojster za kovanje glasbenih zvezd Scooter Braun, ki ga je seznanil s pevcem Usherjem ter skrbno načrtoval njegovo kariero. A poleg oboževalk si je pevec nakopal tudi nasprotnike, antibelieberje, ki se mu posmehujejo. Antibelieberi so večinoma fanti. Zaradi tega, ker so bili jealous na njega, pač ljubosumni, ker je ful hitro zaslovel, pa je obogatel, pa vse punce so ga pač imela rade, pa ga oboževale, pa to. Justin Bieber je samo od lanskega junija zaslužil več kot 42 milijonov evrov. Za zvezdnike, ki služijo z nastopanjem, je zelo pomembno, da se pojavljajo v medijih. A v zadnjem času se več kot o njegovi glasbi govori o njegovem vedenju. Letos je namreč metal jajca v sosedovo pročelje in pred kratkim z rumenim Ferrarijem dirkal omamljen od alkohola in drog, zaradi česar se je znašel tudi pred sodiščem. Saj njegova muzika je dobra, ampak zdi se mi, da lahko dela, kar hoče, kaj je zvezdnik. Mogel bi biti vzor. Prva bi rekla, da je lahko tudi kaj izmišljen. Vsak fant naredi kakšno neumnost. Čeprav Bieberju najbolj vdani oboževalci hitro oprostijo, pa tisti, ki so kritični, ne ravnajo enako. To pa lahko vpliva tudi na njegov uspeh. Pojavljajo se tudi skupine, ki želijo pevca zares ali pa za šalo iz Združenih držav Amerike poslati nazaj v Kanado, od koder prihaja. Se ni edini, ki dela take stvari, sem zaradi tega, ker je pa pač slaven, pa vsi zvejo za to in hoče zdaj to peticijo narediti. Zadnja šala na njegov račun pa se je pojavila med olimpijskimi igrami, ko so se v hokeju pomerili Kanadčani in Američani. Na oglasu namreč piše, da bo moral tisti, ki bo izgubil, obdržati Bieberja. Zmagali so Kanadčani in Justin tako ostaja v Združenih državah Amerike.